v bližini vaše hiše takrat meja med Nemčijo in Italijo? Ja, tle dol je potekala, ja. Kje, a lahko pokažete? Tle po tej dolini. Stražence je bilo pa tle gor, da so hodili poli, drugače je bila postojanka, je bila pa na dolih. Tle so pa bili 4 vojaki, da so hodili na meje. Kar tle smo bili vsi seljeni. A cele Ravne? Cele Ravne, in vse tle Kogorčice. Kam so vas pa izsilili? Nemčiji, Württemberg smo bili. Kdaj so vas pa silili? 41. novembra, prišli smo domov pa 45. avgusta. In kako je bilo v Nemčiji? Kar je bilo v delovni sili, so mogli iti vse na kmeti delati, to so prišli kmeti, so kar zbirali, kar je bilo pa takih, da ne so bili za na kmete, so pa vlagari bili, so mogli pa vlagari, otroci so mogli pa tudi vlagari, vse, smeti pobirati, pa vse tako, kar je bilo. Ne. To mi je najbolj ostalo, res. Mi smo imeli karte v vlagari, ne. Ta stare sestre so šli na kmete, jaz pa ta mlajša sestra, pa še ena sestra, ki je bila šipasta, so bili v vlagari. In smo imeli karte za jesti, ne. Ata so bili pa na operaciji, ki je še svetovni vojni, so bili rajen. Pa je ena kost rinila ven in so šli na operacijo, pa so bili 14 dni, 4 dni v bolnici, pa so vršli v vlagar. Pa bi mogli iti pa dol v Kevdar, brezovi metli delati. Pa ne so šli, pa tako, in nas je močis, pa še not jih je roknil, pa brnil, pa karte je mu vzel, da ne sem kaj imel nič kart. Tako da so poli oni ženski, ki so bili v kohi, dali, da smo nadskrbeni naseljem gor. Je bilo grozen, je bilo to, res je bilo grozen. A se vi spominjate tistega dneva, ko so Nemci prišli, pa so vas odpeljali? Kako je to izgledalo? To se pa spominjam. Sestra, ta stara sestra je šla, prejšnji dan je šla v Radeči v Zobari, pa je pa prišla domov, je rekla, tam vse selje, dajmo prišeči zaklad. Pa so prejči, tam v Ravnik so že kar malo slutili, ne. Pa sem pa res glih prišeči imeli na ploh, pa predi je Gestapovci noter, pa samo los začeli. Ja nič. Začeli smo pakirati, te smesovno vse so razdajali, pa je pa ven eden, da povedal, da lahko si bolj malo vzamemo, ne. In poli smo res si bolj vzeli, se je prišli kaj, mi pa ne smo nič daveli, te ste šli vse v kuhjo. Tako je bilo. Ja, pa smo šli pa na dola, gor so nas avti čakali, v Raufenburg, odpeljali. Tam smo prišli tako, kot Štala, baraki so bili, pa je bilo, slama je bila noter čez smeljena, tako da je, bohaj koliko jih je bilo že pred nam. Grozen je bilo, ušes so bili noter, sneci so bili noter, tako da otroci smo ležali, ta starejši pa, kjer je bilo pa davšen, se pa ne ben ne bližal. Tam smo bili 2 dni, pa so nas pa v Nemčiji odpeljali. Kako ste pa doživeli kapitulacijo Nemčije, konec vojne? Kje ste bili? Ja, v lageri smo bili, ne. Takrat smo imeli pa svoboda, zato so vse Nemci šli, pa smo bili pa sami, noben ne nas komentiral, pa ni nič. Si so vse poseben tista glaven, si so vse poskreli. Ali smo pa sami bili, takrat je pa bila svoboda. Kako je bilo pa, ko ste prišli domov? Kako je bilo, ko smo prišli domov? Žalostno je bilo, ali pa ne smo nič pomislili, da je nam hudo. Vse je bilo, hiša je sam zid je bil, nič drugega, ni v okn, ni vrat, nič ni bilo. Rbeda, vse je raslo gor skozi.
Susjed je prišel pa anketen pred domov, tako da je avgusta, takrat smo še mrvo šili bolje, ne. Jemo že nekaj mrve pošene, pa smo šli ta prvi dan, ta prvi večer smo šli, ker jem ležet gor na pot, poli smo pa doma pa pospravili to, gdje smo mrve nanesli gor, gdje smo poli tam naglih ležali. Takrat cajt ne smo. Ne smo to, kjer nam dal kakšno postelj ali pa kaj. Za vzop pa ne smo imeli čisto popolnoma nič. Kaj se skuhati, nič ne smo imeli. Malo so on nam dal, ko so bili doma, pa tudi on ne so imeli veliko, kaj ste, so bili tudi bolj revni, ali pa so nas tako preživeli smo. Pa ne smo nič jamrali, da je nam hudo, nič. Sami smo prišli domov.